Sloveniji je promet odgovoren za kar tretjino vseh izpustov toplogrednih plinov. Porast osebnega avtomobilskega prometa, poleg tega za številne slovenske občine, pomeni poslabšanje kakovosti zraka in s tem povezane zdravstvene težave, pa da ne pozabimo prometnih zastojev, hrupa in zmanjšanja kakovosti življenjskega okolja za vse. Kako torej spodbuditi trajnostno mobilnost, takšno, s katero bodo naši kraji postali še prijetnejši za bivanje ter privlačnejši za obiskovalce? V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. Kako jim je uspelo? V turističnih krajih avtomobilski promet postane še posebej problematičen v času glavne sezone. Bohinji zato že od leta 2005 razvijajo politiko trajnostno dostopne in povezane občine. Pritisk motornega prometa, ki se je povečal v zadnjih 15 oziroma 20 letih, je narekoval in botroval odločitvam, da je občina pristopila k strateškemu načrtovanju tega, sprejetjem celostne prometne strategije in potem kasneje še z akcijskim načrtom umirjanja prometa. Poleg tega so že sprejeli raznovrstne ukrepe, tako infrastrukturne kot tudi številne promocijske in organizacijske. Uredili so parkirišča in vzpostavili park and ride shemo s brezplačnimi avtobusnimi prevozi ter poskrbeli za kolesarske povezave in pohodniško infrastrukturo. Vzpostavili so polnilnice za električna vozila. Po Bohinjskem jezeru vozita ladjici na električni pogon, obiskovalcem so do planinskih izhodišč na voljo šatel prevozi. Gosti, ki vsaj dvakrat prenočijo v Bohinju, lahko po ugodni ceni pridobijo kartico Gost Julijskih Alp, s katere imajo na voljo brezplačni javni prevoz, parkiranje, ladjico ter popuste pri avtobusnem in železniškem prevozu in muzejih. To, kar na eni strani na nek način odvzemamo, se pravi, če zmanjšujemo parkirišča v bližini Bohinjskega jezera, če zvišujemo ceno parkirnine v bližini Bohinjskega jezera, na drugi strani potem gostom omogočimo, da to s pomočjo kartice Gost Bohinja te stvari lahko uporabljajo veliko bolj njim prijazno. Sodelujejo pa tudi z občinami na regionalni ravni in skupaj načrtujejo trajnostno mobilnost na celotnem območju Julijskih Alp. S tem presegajo občinske meje in si prizadevajo za povezanost regije tako za obiskovalce kot lokalno prebivalstvo in tako za skladen in trajnostni regionalni razvoj. Gre za biosferno območje Julijske Alpe, se pravi človek in biosfera. Na nek način smo razvili en koncept, ki se mu reče koncept dnevne sobe. Gre za to, da mi ustvarjamo primerno bivališče za nas, ki tukaj živimo, se pravi za lokalno prebivalstvo na eni strani. In seveda, če tukaj se mi dobro počutimo in dobro živimo, potem to se odraža tudi pri gostih in obiskovalcih, ki jih v to območje, v našo dnevno sobo vabimo. Kako torej v Bohinju pristopajo k spodbujanju trajnostne mobilnosti? S celostnim strateškim načrtovanjem razvoja občine in prometa v njej, z uvedbo raznolikih infrastrukturnih in organizacijskih ukrepov, z informiranjem in promocijo trajnostne mobilnosti ter s povezovanjem in sodelovanjem, ki seže onkraj meja Bohinja. Nižji izpusti toplogrednih plinov, boljši zrak, več prostora za ljudi in manj prostora za pločevino. Ukrepi trajnostne mobilnosti so torej dobri za vse.